Lahko začnemo. Najprej zahvala za to, da ste se udeležili današnje novinarske konference in seveda za vašo prisotnost. Dne 18.7. je na Univerzi na Primorskem potekala kriminalistična preiskava domnevnih nezakonitosti v zvezi z organizacijo matematične znanstvene konference in sodelovanjem med odvetnikom Velimom Curmasom in Univerzo na Primorskem. Danes bomo pojasnili širša ozadje navedenih očitkov. Vaši sogovorniki bodo z moje leve rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič, prorektor za ekonomiko in finance, profesor dr. Rok Strašek, prorektorica za študijske zadeve izredna, profesorica dr. Nadja Plazar, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, izredni profesor dr. Štefko Miklavič in vršilec dolžnosti glavnega tajnika, gospod Viljem Tisnikar. Novinarsko konferenco bom moderirala Mirela Baruca, za tiste, ki me še ne poznate, svetovalka za odnose z javnostmi na Univerzi na Primorskem. Razloge sklica novinarske konference vam bo sedaj na kratko predstavil prorektor, profesor dr. Rok Strašek. Izvolite. Kot je pozdravljeni tudi v mojem imenu, čeprav praksa mnogih let in delovanja tega vodstva ni bila redno sklicevanje tiskovnih konferenc, smo se v primeru pomembnejših dogodkov za univerzo, kot tudi v primeru izrednih okoliščin obrnili na medije, vas povabili in predstavili aktualne zadeve. Ob tej priložnosti smo sklicali tiskovno konferenco, ki je nekako bila motivirana z preiskavo, ki se je zgodila pred približno 10 dnevi. Dogajanj povezanih z delovanjem univerze, ki so jih mediji, v katerih so se mediji zelo različno opredeljevali oziroma sporočali, je bilo v preteklosti več. Vodstvo univerze je ocenilo, da je morda napočil trenutek, da kljub konzervativni politiki poročanja oziroma odnosov do medijev vendarle stopimo pred kamere oziroma mikrofone in povemo, kaj so pravzaprav aktualni in pereči problemi te univerze in s čim se pravzaprav vodstvo te univerze ukvarja. Osebno bi želel povedati, in kot boste videli tudi v nadaljevanju, so to problemi, do katerih medijev praviloma se ne opredeljujete oziroma ne poročate na način in v obsegu, kot bi si ti problemi pravzaprav zaslužili. Današnjo tiskovno konferenco smo si torej zamislili tako, da bi se najprej uvodoma opredelili do aktualnih dogajanj, potem pa seveda predstavili tudi tiste, za katere menimo, da jih je prav, da se javnost njih tudi seznamo. Hvala lepa, prorektorju, profesorju dr. Strašku. Sedaj pa vabim k besedi prorektorja dr. Štefka Miklaviča. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bil sem član organizacijskega odbora zglasane konference, ki se je začela 1. maja 2013, končala 3. maja 2013 in je bila organizirana v čast 60. rojstnega dneva dr. Marušiča. Pa če si vzel nekaj minut, da malček širše osvetlim razloge, ki so do organizacije te konference privedli. Takšne konference, torej ko se sodelavci oziroma študenti raziskovalca, ki je na nekem raziskovalnem področju pustil viden pečat, odločijo, da ob neki življenjski obletnici
tega raziskovalca priredijo konferenco v njegovo čast, so popolnoma običajna praksa in v tujini in pri nas. Jaz sam sem bil v preteklem letu vabljen na 3 take konference. Prva je bila organizirana na University of Wisconsin, tam so priredili konferenco v čast Richardu Eskiju za njegov 80. rojstni dan. Gospod profesor Eski je že kar nekaj časa upokojen, pa so mu vseeno priredili podobno konferenco. Druga, na katero sem bil vabljen, je bila konferenca ravno tako v ZDA na Villanova University, kjer so priredili konferenco o upokojitvi profesorja Klina. In še tretja, s katero sem nekako osebno bil povezan, je pa konferenca na Fields Institute, to je pa v Kanadi, kjer so priredili pa konferenco 65. rojstnem dnevu Chrisa Goldsila. In v skladu s to povsem običajno prakso smo se sodelavci dr. Marušiča, njegovi bivši doktorski študenti, odločili, da tudi njemu ob 60-letnici pripravimo to konferenco. Če kdo o tem mi, ki smo bili člani organizacijskega odbora, vemo, kakšen je doprinos, kakšen pečat je dr. Marušič pustil na področju algebraične kombinatorike, s katerim se raziskovalno ukvarja. Smo se pa člani organizacijskega odbora odločili, da poskušamo to konferenco pripraviti v tajnosti, brez da bi dr. Marušič za to konferenco vedel, kar nam je tudi uspelo. On je za to konferenco zvedel 1. maja 2013, ko je prispel na FAMNIT, ker se je ta konferenca odvijala. Tako da so popolnoma absurdne trditve, da je on naročil dekanji FAMNITA, da naj se mu to konferenco pripravi. Jaz bi vam samo par stavkov prebral iz mailov, ki jih je kolega Primož Šparl v imenu organizacijskega odbora poslal vabljenim predavateljem. Tukaj je mail, s katerim smo vabili ljudi, če se udeležijo te konference. Pa bom samo 2 stavka prebral. Najprej na začetku. Claudia Kutnar, Štefko Miklavič and myself are secretly organizing a surprise birthday conference. In na koncu, since we want to keep this a secret, we would like to ask you not to tell anyone about it. In pa je še... Opustite to vabilo imate tudi v... Tako, v prilogi. In še en mail, 20 dni pred konferenco, 10. aprila 2013, s katerim smo pozivali udeležence, če lahko pošljejo povzetek in pa naslov svojih prispevkov, pravimo, we are still trying to keep the whole thing secret. Mislim, da si lahko sami ustvariti mnenje o tem, kako je potem lahko dr. Marušič vplival oziroma zahteval od nas, da mu to konferenco pripravimo. V nekaterih medijih se je tudi pojavilo namigovanje, da je bila konferenca samo fiktivna, ozadje, neka kulisa za to, za rojstni dan. To je popolno še en absurd na spletni strani konference. Od vsega njenega začetka so vsi podatki, 14 vabljenih predavateljev, njihov seznam, urnik konference, povzetki predavanj, seznam udeležencev. Mislim, da so skoraj pri vseh predavateljih tudi prosojnice njihovih predstavitev oziroma njihovih izvajanj, ki so jih takrat na konferenciji podali. Vse skupaj je dostopno na spletni strani konference, že vse od njenega začetka. Poleg tega bodo znanstveni članki, ki so nekako vsebinsko nastali iz razprav oziroma prispevkov na tej konferenci, objavljeni v posebni številki matematične, mednarodne matematične revije Ars Mathematica Contemporanea. To je tematična revija, ki jo so izdaja tudi Univerza na Primorskem in sodi v zgornji rang znanstvenih revij na področju matematike, tako imenovane revije s faktorjem vpliva. Poleg tega ni tukaj za zanemati niti pedagoškega vidika konference, namreč tudi študentje, glede na to, da se je konferenca organizirala na univerzi, na FAMNITu, so imeli študenti priložnost v živo poslušati predavatelje, s katerimi si že sodelujejo, bodi si bodo v nadaljevanju svoje kariere, ko se bodo odločili za raziskovalno kariero, vsekakor še dalje srečevali oziroma
uporablja njihove rezultate, poskuša dokazati njihove dokumentacije. Tako da, kar se tiče tega, da naj bi dr. Marušič naročil nekomu, da naj se to konferenco organizira, mislim, da je to popolnoma neosnovano in da ste se tudi sami lahko tudi ustvarili absurdnost trditve. Hvala lepa projektorju. Drugi očitek, ki je prerasel v neresnično zgodbo, je neveljavna ali nična pogodba med Univerzo na Primorskem in odvetnikom Ortopedije William Zurmason. Besedo predajam sedaj rektorju, profesorju dr. Draganu Marušiču. Lep pozdrav vsem prisotnim. V zadnjem času je kar nekaj medijske pozornosti in tudi siceršnje pozornosti zbudilo sodelovanje med Univerzo na Primorskem in pa odvetnikom Zurmason. V nadaljevanju bomo pokazali, da je tako pravno, formalno, tudi sicer vsebinsko to sodelovanje zakonito. Najprej v zvezi s tako imenovano uničeno pogodbo. Ta pogodba je bila predana na policijsko upravo Koper, kar pomeni ordinacijo pogodbe, kar pomeni, da seveda ni mogla biti uničena. In drugič, to pogodbo, ki ni uveljavljala volje obeh strank, je zamenjala pogodba, in se uporablja pogodba predhodno sklenjena leta 2009 za dodatki. Če mi dovolite samo na tem mestu kratek ekskurs v moje področje dela, je formalno logično. Iskanje uničene pogodbe, ki se je lotilo 14 kriminalistov, je svojevrsten paradoks. Zakaj? Če jo najdejo, in so jo našli, ki sem jim dal, seveda potem pomeni, da ni bila uničena. Če bi bila uničena, pa je ne bi mogli najti. Glede pogodbe iz leta 2009, sklenjena je bila na podlagi pooblastila tako izvornega kot prenešenega strani tedanjega rektorja. Zato je njegova trditev, to pooblastilo imate v gradivu, to je njegova trditev, da mi ni dal pooblastila, seveda napačna. Tako, to se tiče, kar se tiče formalnega vidika sodelovanja med odvetnikom Zurmason in Univerzo na Primorskem. Obstaja pa seveda še vsebinski vidik. Najprej za, če hočemo v tem vrstnem redu, za pravno pomoč in pravno svetovanje strokovnim službam univerze in drugič zastopanje interesov univerze na sodišču. Glede zastopanja interesov univerze na sodišču bomo razdelili v 3 sklope. Prvič, to imate tamle pojasnjeno v alinejah, prvič gre za podedovane spore iz obdobja bivših rektorjev oziroma bivšega rektorja in bivše rektorice. Potem drugič, za tiste sklope, spore, ki so povezani z gradbenimi investicijami Univerze na Primorskem, vsi, ki so seveda tudi iz prejšnjega obdobja, ampak jih posebej navajamo, smo jih posebej izpostavili, zato ker so najbolj obsežni. In tudi danes bo predstavitev najbolj obsežni. In tretji so tisti, ki izhajajo iz tožb zaposlenih oziroma bivših zaposlenih Univerze na Primorskem. Najprej naj se za kratek čas še pogodim pri pavšalu odvetnika, tistemu, ki je dan za pravno svetovanje univerze oziroma njenim strokovnim službam. Zagotavljam, da je to poslovanje gospodarno. Tudi zunanja revizija je ugotovila primerjaje ta znesek za odvetnika Zurmasa z zneskom, ki bi ga za iste storitve morala univerza plačati v primeru, če bi še naprej opravljala storitve odvetniške pisarne Mira Senice, ki jo je imel najeto bivši rektor Hinc, v
potem bi te storitve stale bistveno več. Zdaj pa, če se lahko premaknem na tiste 3 sklope. Pri prvem sklopu gre za tožbe, ki izhajajo iz prejšnjega obdobja in zato so tako imenovani zaslužki gospoda Cugnosa generirani od tedaj in ne od sedaj. Univerza se mora v branjenju svojih interesov braniti vsega tistega, kar ga napada. Kar jo napada, tako tožb iz prejšnjega ali sedanjega obdobja. Od teh 4 tožb je druga iz obdobja prve rektorice, preostali 3 pa iz obdobja rektorja Bohinca. Zdaj se premaknem na drugi sklop. V drugem sklopu bomo podrobneje obravnavali, povedali podatke in ozadje pri 3 gradbiščih investicijah te univerze. Kampus Sonce, potem objekt prenove objekta Vodilnica v mestnem središču in pa na koncu še Kampus Livade. To je slika kampusa Sonce v Kopru, posnetega včeraj. Včeraj je bilo tako, pa tudi v preteklosti, danes je še vedno tako in nič ne kaže, da bi bilo v bližnji prihodnosti kaj drugače. Kaj je s temle kampusom? Kampus je bil lansiran na tiskovni konferenci v februarju 2010 kot zrcalna slika kampusa Livade v Izoli. Kampus Livade v Izoli je bil, oziroma naj bi bil namenjen naravoslovnim programom in fakultetam te univerze, kampus Sonce pa družboslovnim fakultetam. Tako kot tam je zapisano, projekt je bil ocenjen na približno 90 milijonov evrov. Na osnovi tega je bivši rektor sklenil pogodbo za projektiranje tega kampusa s projektanti, ki so zmagali na natečaju projektantska hiša Belk Perović, vrednost pogodbe približno 3,6 milijonov evrov, ob tem, da za ta projekt ni bilo zaprte finančne konstrukcije. Spomnite se leta 2010, kakšni finančni časi so tedaj bili. Kaj se je potem zgodilo? Ko sem prevzel rektorsko funkcijo novembra 2011, sem bil zelo hitro soočen z dejstvom, da tudi ta pogodba 3,6 milijonov evrov za projektiranje tega kampusa ni bila finančno zaprta. Strani ministrstva nismo dobili, univerza ni dobila dovolj sredstev, da bi lahko plačala celotni znesek. Zato smo, takrat so se že nakazovali ukrepi varčevanja v začetku leta 2012, zato smo poklicali na sestanek projektante in jim predlagali spremembo pogodbe do te mire, da bi bila usklajena s finančnimi možnostmi Univerze na Primorskem. Projektanti za te predloge niso želeli slišati, v pogodbi so pač imeli določilo, da jim pripada celoten znesek, neodvisno od tega, ali Univerza za to ima namenska sredstva ali ne. Edino, na kar so bi pristali, je bila odložitev plačila za nekaj mesecev. Univerza na Primorskem, po moji presoji, presodi sem na koncu sam, v sodelovanju in pogovoru s sodelavci, da si Univerza v takšnih finančnih razmerah ne bo mogla privoščiti plačila takšne vsote denarja ob namigih iz vseh strani, da pravzaprav je malo možnosti, da bi se ta projekt sploh začel. Zato smo na podlagi preko svojega pooblaščenca vložili tožbo proti tej projektantski hiši. Po tej vložitvi tožbe so prisluhnili našim argumentom in po nekaj mesecih se je sodno mediacijo ta zadeva končala, tako da je uveljala naša želja. In sicer, da se projektantski hiši Belk Perović
plača samo še en znesek za tisto, kar so že opravili, sprojektirali, preostanek pa samo ob pogoju, da univerza dobi in ima zagotovljena namenska sredstva za zaključek celotnega kampusa. Stanje danes, veste kakšno je, sem vam pokazal na tisti sliki, še do danes gradbenega dovoljenja za prvi kos to dovoljenje ni bilo pridobljeno. Iz naslova te mediacije je odvetniku Cugnusu od vseh postavk doslej pripadlo tudi največji znesek, in sicer 24.000 evrov, kar je ustrezni odstotek od prerekane pogodbe. 24.000 evrov je en odstotek od 2,4 milijona evrov, ki jih je dobila ta projektantska hiša za projektiranje tistega, kar je pa sprojektirala. Se pravi, 100-krat več je dobila za projekt, ki nima nikakršne možnosti, da bi iz njega karkoli nastalo. Kaj pa je gospod Cugnas univerzi prinesel in posledično tudi proračunu te države, pa je zmanjšanje stroška za 1,2 milijona. Preprečil je, da bi projektanti dobili 150-kratni znesek. Da za ta projekt ni skoraj nikakršne možnosti, zapravo nikakršne možnosti tudi v srednji prihodnosti, je potrdilo ministrstvo, ki je jasno dalo vedeti, da v srednjeročnem planu za ta projekt denarja ni. Hvala lepa, rektor. Sedaj pa besedo ponovno predajam prorektorju, profesorju dr. Postačku. V nadaljevanju sledi predstavitev dveh projektov, povezanih z investicijami, in sicer z projektom Borilnica in projektom Univerzitetnega kampusa Livada. V nadaljevanju bom predstavil vsebino konkretnih projektov, nekako upozoril na probleme, s katerimi smo se vodstvo univerze soočili ob nastopu mandata v povezavi s temi projekti in seveda tudi način, kako smo se lotili reševanja teh problemov. Torej, projekt prenove palače Vasežo oziroma Borilnice na Kreljevi ulici v Kopru gre za objekt, ki bi naj bil namenjen zagotovitvi prostorskih potreb znanstveno-raziskovalnega središča univerze na Primorskem. Vrednost projekta je ocenjena na približno 1 milijon evrov. Takoj po nastopu mandata so nekateri ključni sodelavci gradbenega odbora pristopili novo izvoljenemu rektorju in upozorili na nekatere nepravilnosti, ki so se dogajale na tem projektu pod prejšnjim vodstvom. Na podlagi pričevanj teh oseb smo vodstvo začeli s temeljitim pregledom in proučevanjem obsežne gradbene dokumentacije in naleteli na več hujših kršitev. Prvenstveno smo seveda želeli te kršitve odpraviti oziroma jih sanirati, vendar je žal narava nekaterih bila takšna, da so vsebovali kaznivo dejanje in seveda smo posledično morali vzeti ustrezne ukrepe. Tudi v nadaljevanju predstavil zgolj dve takšni hujši kršitvi. Torej, prvo gre za prirejanje razpisne dokumentacije v postopku izbora izvajalca gradbenih del. Univerza je leta 2009 pri zunanji projektantski hiši naročila izvedbo oziroma pripravo dokumenta tako imenovanega projekta za izvedbo. V dokumentu je natančno opredeljen opis materijala in del za dokončanje rekonstrukcije oziroma obnove te palače. Praviloma tak dokument služi za pripravo razpisne dokumentacije in je podlaga za objavo na portalu javnih naročil. V konkretnem primeru se je ob objavi na portalu javnih naročil dokument in nekatere ključne postavke v tem dokumentu priredilo. Na ta način
so bile povečane določene količine, ki so odločilno vplivale na vrednost oziroma ceno samega projekta. Konkretno so projekt podražile. Prijavitelj, ki bi vedel za takšno fiktivno spremembo količin, bi lahko pripravil ponudbo, ki bi seveda bila cenejša in s tem konkurenčnejša. V konkretnem primeru se dejansko to tudi zgodilo. Najugodnejša ponudba je bila izbrana ravno na račun postavk, ki so bile prirejene oziroma fiktivne. V dokumentaciji, ki jo imate od prilogo v gradivu, povzemamo izpisek nekaj takšnih očitnih prilagoditev oziroma fiktivnih sprememb izvora. Pomembno povedati, da je na tem razpisu delo za izvedbo gradbenih del dobilo podjetje, ki je v sorodstvenem razmerju s članom bivšega vodstva Univerze na Primorskem. Druga hujša kršitev se nanaša na preplačevanje oziroma predplačevanje del gradbenih del. Gre za kršitev, ki se nanaša na priznavanje in plačevanje gradbenih del, ki v trenutku izdaje računa še niso bile upravljene. Slednje je v skladu s pogodbo sklenjeno med financerjem projekta, naročnikom in izvajalcem eksplicitno prepovedano. V skladu s pogodbenimi določili je namreč mogoče le plačevanje opravljenih storitev in vgrajenih materialov. Med takšna dela sodi tudi izvedba strojnih in elektroinstalacij, ocenjena v skupni vrednosti približno 100 000 evrov, za katere na dan izstavitve računa niso bila ta dela upravljena. Upravljena niso še danes. To sta le dve hujši kršitvi. Vsled ugotovljenih nepravilnosti je vodstvo univerze ukrepalo v naslednjem smislu. Najdene oziroma odkrite dokumente, torej sporno dokumentacijo, je predalo Komisiji za preprečevanje korupcije. Sporazumno se je razdrlo pogodbo z dotedanjim nadzornikom, izvedlo javni razpis za novega in podpisalo pogodbo z izbranim nadzornikom. In tretji ukrep, sporazumno prekinilo pogodbo z izvajalcem gradbenih del, izvedlo nov javni razpis in podpisalo pogodbo z izbranim izvajalcem. Na ta način smo investicijo spravili v legitimni okvir. Ostala pa je velika finančna škoda oziroma luknja. Velja omeniti, da že od vsega začetka projekt ni imel zaprte finančne konstrukcije. Za povrh je UPZRS od financerja EU naprej prejel sredstva v višini približno 300 000 evrov, ki jih je dobil konkretno za izvedbo tega projekta. Ugotavljamo, da pretežni del teh sredstev ni bil namenjen oziroma porabljen za namene projekta. Danes, ko bi UPZRS moral financerji bodi si predložiti račune za upravljena storitve, bodi si vrniti denar, nima niti računov, niti tega denarja. Finančna luknja v približno 240 000 evrov bo UPZRS torej morala kriti iz vlastnih virov oziroma sredstev, kar seveda posledično resno ogrozi poslovanje UPZRS-ja in celotne univerze. To so nekako aktivnosti povezavi z projektom Borilnice. Nadaljujem z aktivnostjo oziroma z projektom Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli.
Kot je uvodoma že omenil rektor, gre za kampus, ki je izvorno bil namenjen naravoslovnim programom te univerze. Projekt je ocenjen na približno 90 milijonov evrov in bi naj bil financiran z evropskimi sredstvi proračuna Republike Slovenije in z vlastnimi sredstvi Univerze na Primorskem. Za voljo izredne kompleksnosti projekta je slednji podvržen številnim kontrolam oziroma pregledom zakonitosti delovanja oziroma upravljanja investicije. Tako je leta 2009 na eni izmed takšnih kontrol, ki jo je upravil Urad za nadzor proračuna, to je služba v sestavi Ministrstva za finance, ugotovila 4 resne kršitve. 2 od teh kršitev sta bila hujše narave. Prva, podobno kot v primeru Gorilnice, se nanaša na nepravilnosti pri izboru izvajalca gradbenih del. Druga hujša kršitev se je podobno kot v primeru Gorilnice nanašala na predplačila in preplačila izbranemu izvajalcu gradbenih del. Omeniti velja, da je na podlagi sklepov revizije, ki jo je upravil Urad za nadzor proračuna, bila Univerzi na Primorskem izrečena sankcija v skupni višini 162.449 evrov. Način nelegalnega delovanja skupine ljudi, ki je upravljala s to investicijo, je bilo mogoče le ob tesnem sodelovanju vodstva UP in nadzornikov. Naj omenim, da so nadzorniki bili izbrani vsaj v nenavadnih okoliščinah. Na objektu smo ob prevzemu mandata srečevali tako nadzornika, kot tudi supernadzornika, ki zakonsko sploh ni predviden. Kljub tem, da smo torej na objektu imeli tako nadzornika kot supernadzornika, je bilo njuno delo nestrokovno in neodgovorno. Zanimivo je, da sta za svoje, ne delo, ampak delovanje, prejemala plačilo. V nekaj letih se je le tega nabralo za več kot 120.000 evrov, sredstva pa sta prejemala na podlagi večjih pogodb, številnih aneksov, številnih naročilnic in tudi študentskih napotnic. Nezakonito finančno upravljanje je temeljilo na sporazumu z dne 31.8., ki sta ga podpisala rektor Bohinc in lastnik ter direktor gradbenega podjetja GPG DD in je opredeljeval fiktivno izdajanje situacij, torej izdajanje evidenc o opravljenih oziroma o domnevno opravljenih delih. Te fiktivne situacije so bila podlaga za plačila izvajalcem in poročanje financerjem projekta. Spomnimo, da podobno kot v primeru Gorilnice, pogodbena določila eksplicitno prepovedujejo kakršnokoli predplačevanje oziroma preplačevanje projektov. Najbolj bijoč primer stvari, o katerih govorim, so vam, domačinom vsem gotovo dobro znana, okna. Gre za storitev, ki je bila plačena, dejansko pa nikoli upravljena oziroma izvedena. Okna smo ugradili šele kasneje z novim izvajalcem po stečaju GPG-ja. Tudi po stečaju gradbenega podjetja GPG DD se je način delovanja nadaljeval. Tokrat s podizvajalci, s katerimi so bile pač sklenjene pogodbe za nadaljevanje del po stečaju. Prakso takšnega delovanja je prekinil rektor Marušič ob nastopu svojega mandata.
Omenim naj, da je sicer takoj v prevzemu tega mandata bil izpostavljen pritiskom po plačevanju večjega števila računov, ki so bili izstavljeni na podoben način. Posebej so izstopala 4 podjetja. Eno od teh je celo zagrozilo univerzi s tožbo v vrednosti 52.000 evrov preko odvetnika. Rektor se teh pritiskov oziroma tožbe ni ustrašil, zavrnil račune in odločitev se je izkazala za pravilno, saj delo sploh ni bilo opravljeno. Torej, za vzpostavitev legalnega stanja na gradbišču in posledično seveda zakonitega načina delovanja je bilo potrebno opraviti več stvari. Prva stvar, ki smo se lotili, je bilo temeljito opraviti posnetek stanja gradbišča. Zato smo najeli zunanjega izvajalca gradbene stroke, ki je potrdil vse ugotovitve, ki jih je odkril Urad za nadzor proračuna. Celo več, ocenil je, da je neopravljenih, a plačanih dejansko še bistveno več del, kot je ugotovil urad. Druga stvar, katere smo se lotili, je izvesti javno naročilo za nadzornika, ki bi svoje delo opravljal vsaj odgovorno in v skladu s stroko. In tretja aktivnost, ki smo se lotili, je sklenitev novih pogodb z izvajalci gradbenih del, ki so prvenstveno morali sanirati številne napake, ki so se s prejšnjimi izvajalci zgodile na objektu in seveda nadaljevati z deli za zaključek tega projekta. Omenil bi samo nekaj sanacijskih posegov, ki jih je bilo potrebno opraviti zaradi nevestnega oziroma nenatančnega dela. Torej, sanacija hidroizolacije v kleti, sanacija propadajočih zidov zaradi slabe zaščite objekta oziroma varovanja, sanacija stopnišča in še drugi. Seveda je za voljo vseh teh nepravilnosti vodstvo univerze oziroma rektor zoper odgovorne osebe moral sprožiti ustrezne postopke. Čeprav je vodstvo delovalo odgovorno in predvsem kot dober gospodar, takšnega mnenja ni delila kontrolna komisija Ministrstva za visoko šolstvo in znanost, ki je na podlagi ene izmed svojih administrativnih kontrol z dne 30.1.13 UP-ju pripisala 441.750 nenamensko porabljenih sredstev. Gre za dela, ki seveda niso bila predvidena v sklopu nadaljevalnih del, ampak so bila potrebna za sanacijo in vzpostavitev normalnega stanja na gradbišču. Posledično je seveda univerza omenjenemu sklepu ugovarjala, resorno ministrstvo pa je sprožilo spor. Torej, poleg izziva sanacije stanja na gradbišču in nadaljevanja del, se je vodstvo moralo soočiti še z izzivom iskanja virov za zaprtje finančne konstrukcije investicije. Ta luknja je nastala za voljo izrečenih sankcij. Reševanje zagotavljanja virov se je vodstvo univerze lotilo z racionalizacijo projekta in najemom poroštvenega posojila. V sklopu racionalizacije nam je z trdimi pogajanji z izvajalci in projektanti uspelo znižati vrednost investicije z naslova gradbenih inštalacijskih del za približno 1 milijon evrov. Glede poroštva pa velja omeniti, da je UP formalne postopke za pridobitev tega kredita začela že 1.12.2012, torej pred približno 20
mesecih. No, kljub vsem težavam in dejstvu, da univerza za omenjeno investicijo v letih 2012, 2013 in 2014 ni prejela niti enega samega evra proračunskih sredstev, bo kot vse kaže UP investicijo v letu 2014 uspela zaključiti. Začeli smo z postopkom pridobivanja uporabnega dovoljenja, ki ga v nekaj mesecih tudi pričakujemo. Datum prevzema objekta in seveda njegove uporabe pa je v precejšnji meri odvisen od pridobitve poroštvenega posojila. Sredstvi slednjega bi se namreč naj investiral v nakup opreme, za katero pa vemo, da objekta, brez katere pa objekta ni moč uporabiti. Hvala lepa, prorektor. Sedaj pa beseda ponovno rektorju in seveda zaključek današnje ministre konference. Samo nekaj bi vprašala, vprašanje ne bodo dovoljene? Vprašanja bodo na koncu, ja seveda, kot običajno. Tretji sklop, kot smo prej najavili, zdaj je ta drugi sklop zaključen. Tretji sklop predstavljajo tožbe zaposlenih in bivših zaposlenih. Te so tudi doživeli veliko medijsko pozornost, predvsem takrat, ko so se začele, veliko manj takrat, ko so se pravnomočno končali v tej univerzi na Primorskem. Tam imate samo nekaj primerov takšnih pravnomočno zaključenih tožb pri univerzi na Primorskem. Vse te tožbe so seveda povzročale tudi odvetniške stroške. Prva od teh, tožba Vesni Mikolič, pa je doživela tudi prvo vračilo stroškov postopka univerzi. Gospa Mikolič je zaprosila za 12-mesečni obrok izplačevanja stroškov tega postopka. Ja. Nezadovoljstvo tistih, ki univerzo tožijo, in nezadovoljstvo njihovih podpornikov, in vseh tistih, ki pač imajo drugačno mnenje o tem, kako naj gre univerza naprej od mene in sedanjega vodstva univerze, izvirajo, po mojem mnenju, seveda, iz preprostega trka dveh konceptov, dveh pogledov na to, kako naj se univerza razvija. Mnenje, oziroma naš koncept, je usmerjen primarno v delanju znanosti. Znanost je osnovno pravilo vsake univerze. Univerza, ki ne dela znanost, pa univerza. Univerza, ki samo nekaj poučuje, je višja šola. Tako je posod po svetu, ni razloga, da ne bi bilo tudi tukaj. Primarna dejavnost je torej delanje znanosti in prenašanje te znanosti na študente in na mlajše kolege. Plačilo za tako upravljeno delo je pri nas v dohodnem planu. Zato je tukaj viden tudi velik prispevek mladih ljudi, ki so prihodnosti univerze, saj so nekateri že popolnoma opolnomočeni, da upravljajo vodstvene funkcije. Druga skupina ima to stvar nekoliko obrnjeno. Mislim, da je pri njih večja teža na tistemu, čemu se rečejo osebni prejemki, taki ali drugačni, in v manjši meri znanstveni produkciji. Mi pač sledimo ameriškemu reku publish or perish. Tako smo navajeni iz stika z zunanjim svetom in tako želimo prenašati ta koncept tudi za namce. Tukaj vam samo kot primer dam eno takšno argumentacijo, dokaz, da še tik pred koncem mandata bivšega rektorja so na ZRS-ju pozor, spomnite se prejšnjega izvajanja prorektorja, ki je povedal, da obstaja velika finančna luknja na ZRS-ju. Tudi za voljo takih aktov splačali so si dati
dali so si izplačati približno 50 000 evrov za tako imenovano uspešnost, domnevno uspešnost, delovno uspešnost iztržne dejavnosti. Domeno označena je 6 podpisnikov na pozivu meni, direktorju, naj drugače ravnam v mesecu aprilu, prvih 10 na prvi strani. Ti privilegiji so jim bili pač priškrnjeni od mojega prihoda na mesto rektorja, take vrste delovne uspešnosti več ne priznano. Če lahko delajo odlično znanost in producirajo tisti ljudje, kateri prejemki niso tako veliki, potem ni razloga, da bi drugi dobivali posebne dodatke. Zakonitost teh izplačil še preverja zunanja revizija po prijemu poročila revizorskega, pa bomo odločili o ukrepih. Za konec, kako proti koncu želim povedati še nekaj spodbudnega. Kljub vsem tem težavam in temu, da veliko našega časa moramo namenjati za tisto, kar je bilo tu povedano, in pa seveda vse, kar je temu spremljajočega, pa velja izpostaviti nekaj lepih rezultatov te univerze, ki je na dobri poti do tega, da se vključi v mrežo, globalno mrežo mednarodno priznanih univerz. Morda kar po točkah že nekaj let zaprostjo imajo 3 naše fakultete, pedagoška, isto zavede o zdravju in pa fakulteta za turistične študije, zapolnjena vsa razpisna mesta za študente. V enem je vse več opažamo, da je z leti vse več ambicioznih odličnih študentov. To se vidi tudi iz spodnje meje za vpis, za sprejetje na nekatere naše študijske programe. Povečuje se tudi delež tujih študentov, ki zapolnjujejo primanjkljaj domačih študentov zaradi očitnega demografskega padca. Samo v 6 letih je ta padec do 14% in se bo še padel v naslednjih 5 let do generacije 99, rojstva 99. Temu se mora seveda univerza odzvati tako, da pritegne nadomestne študente iz tujine. V 3 letih, 4 letih je ta narastel nekaj čez 1%, nekaj čez 3%. Vsaka spodobna tuja univerza mora imeti delež tujih študentov blizu 10%. Po drugi strani, to vam je najbolj vsem znano,